ostali pritiskani besedi gremo v prebrane celice. Danes bomo prebirali drugi del trilogije o Janu Pančurju, mladem, pogumnem in inteligentnem fantu, ki rešuje svet pred propadom. V prvem delu se je spopadal s testeninami, sedaj pa z gobami. Bo rešil svet? Morda imata odgovor Ivona in naša urednica Maruša. Na zadnji strani te knjige piše: neposredno in drzno. Matic je zapisal, Jan Pančur bo nova slovenska literarna zvezda. Bukla pravi, totalno odštekano branje in delo izredno kratkočasen mladinski roman. Ivona, kaj bi pa ti zapisala? Mislim, da je knjiga res polna preobratov in zelo zanimiva. Zgleda, da bo Jan Pančur s prijatelji rešil svet, potem pa se vse obrne okrog in zgleda, da bo mogel vse narediti sam, na koncu pa se spet vse obrne okrog in skupaj rešijo zemljo. Kdo mu zagode? Zagode mu zlobna Amalija Pelinšek, ki mu je zagodila že prej, pa so jo izgnali, ampak se je rešila in spet prišla na zemljo. Zakaj misliš, da je Amalija Pelinšek poosebljena zloba? Zaradi tega, ker mislim, da nima nobenega, ki bi jo imel rad in bi jo spodbujal in se poskuša dokazati pred sabo in pred drugimi, da bi jo mogoče kdo sprejel zaradi njene zlobe. Se zelo strinjam. Velikokrat so tisti, ki so delujejo najbolj samozavestni ali pa so najbolj tudi malce nesramni, v sebi najbolj krhki in potrebujejo največ potrditev, največ prijateljev, največ družbe. Mislim, da je to tudi bil nekako namen pisanja te knjige. Zato Kristjana Muska, znanega psihologa, ki je avtor dela, sprašujem, kaj ste želeli sporočiti skozi dejanja likov? Katere vrednote so se vam zdele ključne? Ja, zdi se mi pomembno, da en tak mlad junak, kot je Jan Pančur, ki je po eni strani super junak, po drugi strani pa čist navaden šolar, ima ene take pomembne lastnosti, ki se mi zdijo pomembne za vsakega človeka. To, da zna biti prijatelj, to, da zna sodelovati z drugimi, da je odgovoren in da pravzaprav tudi takrat, ko ga je strah, pa se znajde pred težkimi preizkušnjami, nekje v sebi najde pogum, da premaga tiste izzive, ki so pred njim. Pa še marsikaj drugega se najde v knjigi, ampak zato bo treba pa knjigo prebrati. Hvala lepa, Kristjan. Ivona, meni so bili v tem delu tudi všeč ilustracije. Narisal jih je Jure Engelsberger. Jaz mislim, da dobro dopolnijo to zgodbo. Ja, so zelo napisane po zgodbi in zelo poudarijo dobre in slabe plati določenih karakterjev in popestrijo celotno knjigo. Se zelo strinjam. Kaj naj še dodam? Nova literarna zvezda je rojena. Hvala, Maruša in Ivona. Za naše kvizovske zvezde pa imam tole vprašanje. V knjigi ima vlogo zlikovca Amalija Pelinšek. Ivona in Maruša razmišljata, da imajo ljudje, ki delujejo zelo samozavestni, pravzaprav težave s samozavestjo. Kako se to izraža? A. S pretirano prijaznostjo do drugih, B. Z odmikanjem od drugih, C. S poniževanjem drugih ali D. Zasipavanjem drugih s pozornostjo. Nekaj sekund. Aha, imamo odgovor D od rumenih. Menijo, da druge tisti, ki so ne samozavestni, zasipavajo s pozornostjo, vijoličasti pa menijo, da jih pravzaprav ponižujejo. Ja, Ivona in Maruša razpravljata, da je Amalija v svojih dejanjih samozavestna in zlobna. Pravilen pa je odgovor C in 5 točk za vijoličaste.